dan tudi danes. Ste že slišali, kdaj tisti odgovor otroka na vprašanje starša, ja, kje pa misliš, da dobimo denar? Pa reče, ja, na bankomatu. Ne? Pa seveda se niti ne zaveda, kako pride ta denar tja. Tako starši, kot stari starši se trudimo dati otrokom za življenje čim več uporabnih veščin. Danes pa vam bomo zato predstavili še nekaj več, oziroma igro, s katero lahko vaši najdražji malčki spoznajo podjetništvo že veliko prej. Zato smo v goste povabili prav podjetnika, gospoda Aleša Lisaca. Dober dan. Dober dan, lep pozdrav. Torej, tako, če gremo zdaj, otroci ne bodo več rekli na bankomatu, ne? Če spoznajo. Lahko tako rečeva, pustiva otrokom tudi malo domišljije in nekaj časa naj še mislijo, da denar pride, ne vem, od božička, babice, dedka, staršev, ampak enkrat pa pride tisti čas, ko je fino, da se zavedajo, da obstajajo tudi podjetja, da je potrebno denar zaslužiti, da če nekaj kupimo, da trgovina od tega nekaj zasluži, plača trgovke, se pravi, da ugotovijo, kako ta svet res funkcionira okoli nas. Ne? In podjetništvo je na nek način panoga, ki je v šolah niti ne učijo veliko. In potem nastanejo tudi tiste knjige, česa nas v šoli niso naučili, ne? In potem se soočijo z realnostjo, ko pride v prvo službo. Tudi to smo imeli namreč, ne, temo. Torej, vi pa ste naredili prav posebno igro, ne, plod v bistvu večletnega dela z vašim bratom. Tako je, da se razumeva, najlepše in najkrajše se to tako upiše, večina ljudi ima doma Monopoly ali pa ima mogoče kakšen activity, ki je podobnega. Ne? Se pravi, to je nekaj podobnega, samo da mi skozi to igro učimo voditi podjetje. Se pravi, v resnici v tej igri igralci vodijo namišljeno podjetje in na koncu zmaga tisti, ki ima največ dobička. Tako kot v resnici, s tem, da igre ni nikoli konec. A res? Ja, seveda, kot v resnici tudi ne. Če imaš podjetje, kdaj se konča zadeva? Nikoli ne so podjetja, ki so... Ja, gre v stečaj. Točno. In tukaj smo prijazni, da dovolimo ponovitev oziroma se lahko ponovno začne zadeva. Ampak tudi v resnici je tako. Poznamo zgodbe uspešnih podjetnikov, ki so bili večkrat v stečajih. Slovenci to ne gledamo preveč lepo na to, ne? Ampak zunaj je pa to normalno. Ne? Stečaj je pač ni mi šlo, kot v športu. Dobil sem gol, bom pa drugič dal gol. Ne? Tako da učimo otroke in tudi starejše otroke. To je igra za celo družino. Ja. In cela družina se igra, vodi podjetje in vidijo, kaj se v resnici dogaja. Ne? Sicer pri otroku je tako lažje, ne, da se mu čez igro pove, ne pa na resen način, veš, mamica, očka morata delati zato, da dobite denar, da kupiš šuno, ne? Ja, je potem drugače. Ampak kdaj pa, na primer, je primerna, rečemo, igra? Oziroma, kdaj bi vi otroke spodbudili ali pa starše, stare starše, da se začnejo pogovarjati v bistvu o podjetništvu? To je odvisno od starša, ampak ta igra, ki smo s bratom naredila, je primerna za otroke od, recimo, 10 let naprej. Ne? Pri 10-11 letih z malo pogovora starši razumejo vsi to igro, od 12 naprej se pa lahko sami igrajo. Tako in naj povem, igra ni samo izobraževalna, ampak je tudi zabavna. Imamo kar veliko komentarjev družin, ki igrajo to tedensko. Celo jaz, ki sem izumitelj, z bratom te igre, ne igram tako pogosto. Jaz bolj vidim ta izobraževalni motiv. Nekateri pravijo, ne, zabavno je, skregali smo se zadnje. Tudi vem, moja sinova velikokrat v bistvu uživa tako en mu gre, drug mu ne gre, ne, recimo, za začetek. A je to slovensko? Ne malce šale. To je igra, ne, v igri je fino, da zmaguješ. Ko ste rekli zabavno, sem videla izjavo, ko je ena mamica rekla, to leto je bilo pa slabo, potem pa otrok, s čim zdaj naj plačam delavce, ne, se otroci potem pogovarjajo. In še taki komentarji, ne? Ja, v bistvu skozi to igro, se jo bova tudi odprla, pa bom pokazal približno, kako izgleda, ne. Otroci in odrasli grejo skozi vse, kar se dogaja v resničnem podjetju. Se pravi, kaj se nam tukaj lahko zgodi od slabih stvari, mogoče najprej povem. Ne? Slaba stvar je, da lahko da delavci stavkajo. Slaba stvar je lahko, da dobavitelj ni pravočasno dobavil osnovnih surovin. Recimo, ne vem, mi dva imava tovarno čokolade in kakav ni prispel s pošiljko. Kako bo zdaj delala čokolado? Ne? To so slabe stvari. Potem slaba stvar, ki je dosti tipična tudi v Sloveniji in v tujini, je, kupec je prevzel blago, pa ni plačal. A še s tem se so, tudi, ne, potem banka noče posoditi denarja, recimo, ne, pa hoče obresti za svoj denar. Potem otroci in odrasli ugotovijo, da če jim pa zelo dobro gre,
Mojemu sinu ni bilo všeč in moral pa veliko davka plačati. Potem je rekel, pa kaj je ta davek, kam gre ta davek? Ne, sem rekel, ja, iz davkov potem plačujemo učitelje, a veš, da imaš šole in to, prav, ukin davke, ne, ukin šolo, mislim, hecal se, ampak ugotovijo, ne, otroci ugotovijo cel krog kroženja, ne. Zanimivo. Ampak glede na to, ne, da ste rekli, da v šolah ne učijo podjetništva, ste pa prišli v bistvu s to igro sploh v tujini v šole. Tako, recimo igra se prodaja v Švici, tudi nekaj smo jih že prodali v Avstrijo, Nemčijo, v Veliko Britanijo, ampak prav v švicarske šole in tudi v naše šole. Ne. Kar nekaj srednjih šol je vzelo to našo igro za podjetniške krožke. To, ko pravim, da ne učijo podjetništva v smislu, ni predmet podjetništva, ne? Predmet je matematika, slovenščina in tako naprej, ampak ravnatelji šol že razumejo, da je fino dati otrokom nekaj znanja iz podjetništva. Ne? Zato, ker vse fino, tudi če jaz nisem za to, da bo, mislim, ne bomo vsi podjetniki enkrat, vsi otroci ne bodo podjetniki, ampak praktično vsi bodo pa enkrat delali v podjetju. In zato je fino, da razumejo, kako podjetje sploh funkcionira. In tudi, če nekdo dela v javnem sektorju, je fino v državni upravi, da razume, skozi kaj moramo iti podjetniki. Ne, podjetniki smo gonilo gospodarstva, brez podjetij, brez prodaje se ne zgodi nič. In ta igra pa to na zabaven način, recimo v Monopolju trgujejo z nepremičninami, ne? No, tukaj se pa zamislimo, bomo imeli tovarno avtomobilov, se pravi, za tovarno moramo najprej nabaviti osnovne surovine, železo, ne vem, gume in tako naprej, iz tega naredimo avto je treba pol prodati in tukaj je spet, za prodajo pa moramo kaj? Vlagati v marketing, v oglaševanje, ne? In vse to se v tej igrici dogaja. Ampak a je težka drugače, čisto tako realno? Se moramo zelo dobro navodila prebrati ali nam bo šlo čisto tako? Imeli smo, to je zdaj že druga verzija te igre, ne? Prva verzija je bila malce težja. Se lahko malce dvignete takole, da gledalci vidijo. V bistvu lahko razložim zelo na brzino. Se pravi, ker to namizna igra, ne? Zmeri se začne s tem enim modelom, ne? In če tako pogledava, začne se z denarjem. Z denarjem kupimo osnovne surovine. Iz osnovnih surovin delavci naredijo izdelke. Izdelke pošljemo kupcem. Kupci jih plačajo in dobimo spet denar. Tukaj pa plačujemo razne stroške, ne, za marketing, za delo, za davke. Potem imamo banko, ne, banki plačujemo za obresti in pa še tele kartončki, ki so noter, mislim, to je denar. Pa imamo pač kockico. Zdaj, zakaj je kocka, da bom povedal, ne? Zato, ker tako tudi v resnici pri podjetništvu največ je odvisno od dela, ne? Se pravi, koliko mi dva delava, koliko sva kreativna, koliko sva spretna, ampak tudi malo sreče. Res je. Ne, jaz vem, jaz imam podjetje od leta 1989 in za uspeh potrebuješ tudi malo sreče. Seveda, sreča pride z veliko dela in truda, ampak če vzamemo recimo tele kartončke, ne, ko vržeš kocko, vsakič je potrebno sprejeti neko odločitev, ne? In recimo jaz sem vrgel šestka je ponovadi najboljša. In kaj recimo piše pri materialu, ne, pri nabavi surovin, to pomeni, da lahko kolikor želim nabavim osnovnih surovin in po nižji ceni. Zato je šestka. Če bi pa enko vrgel, ne, pa piše, ne morete kupiti ničesar, dobavitelj trenutno nima materialov. Se pravi, in to je ta sreča, seveda, če pa dlje časa igrava, se pa to izravna, ne. Ko pa človek na jezice, se enkrat en zmaga, enkrat drugi. Se pravi, ampak vseeno tudi faktor sreče je tukaj. Na koncu, ne, na koncu je pa, to je pa tisto, kjer se meri, kdo zmaguje, izkaz uspeha, ne, prvo leto, drugo, tretje, četrto, na koncu je, koliko imamo dobička. Pa spoznajo še bilanco v bistvu. Točno, seveda osnovni izkaz uspeha spoznajo, ampak to tako zelo je menesto. Prihodki minus izdatki je dobiček. In to morajo otroci razumeti, ne, in tudi starejši. Zelo zanimivo je, da veliko teh iger, ne, so pokupile računovodkinje, računovodski servisi in dajo to svojim poslovnim partnerjem za darilo. Ker zmeri, kaj podjetniki vprašajo računovodkinjo. Prikazala sem dobiček, ne, kje imam pa denar, ne? In dejansko na ta način razumemo bilance. Ker zadeva je zelo enostavna, ne? Sliši se mogoče težko, ampak če igra je lahka. Prej ste me vprašali, midva z bratom se s poslovnim izobraževanjem ukvarjava od leta 1995 pa še prej in vodva seminarje in sva ves čas tuhtala, kako to komplicirano zadevo, ne, zapakirati. In to je v bistvu rezultat tega najinega dela.
Zdaj imamo pa velike cilje. Imamo angleško verzijo, nemško verzijo, ne, sem že povedal, Super, že v tujino in želiva na ta način prodati v svet. No, lahko pa tudi vi že kupite, pa ni tako draga. Jaz bi tako pričakovala, ker ste rekli, ne, ja, so se šole odločile, ne, pa ni tak znesek. Že šole so vzele več kompletov, ne, se pravi po 10-15 kompletov. Ja. Ne, znesek 25 evrov. To je na nivoju knjige. Ja. Se pravi, to je v bistvu lepo darilo, tudi cena je namerno tako oblikovana, da si lahko to otroci podarijo za rojstne dneve, ali pa, se pravi, nihče ne bo boža zaradi teh 25 evrov. Je pa taka luštna zadeva, ne, v času telefonov, tablic in podobnega, dokazano je, ne, mi smo ugotovili, da več se naučiš, če primeš zadevo. Ne, ker tukaj se z denarjem igra, tukaj moraš plačati. Ja, ne, to so kartice, ne, to je pa denar. Ne. Ja. Samo da je še so po 2 milijončka, 1 milijon, 5 milijonov in ko plačuješ in ko ti enkrat recimo zmanjka žetončkov, potem ugotoviš, kaj to pomeni, da si nelikviden. Ja. Ali pa da tudi lahko mami reče, ne morem ti kupiti čokolade, ker nimamo denarnici. Ker ni, ne, in razumeš, da denar prihaja od kupcev. Kupci pa bodo dali denar, če jim daš dober kvaliteten izdelek. Ja. In odkar imamo to igro, ne, moja sinova sta zdaj v 6. in 9. razredu, ampak to imamo že 3 leta, sta me zelo pogosto začela spraševati, ne, kot tati, a se splača imeti to trgovino, ne? Ja. Koliko pa oni zaslužijo? In razumeta v bistvu način poslovanja, ne? Recimo trgovina z igračami, a se splača to imeti? Sem rekel, ja, samo oni morajo igrače pri dobavitelju kupiti, vprašanje je zdaj, koliko zasluži na vsako igračo, pa veš, kakšni ste otroci, ene igrače sploh ne marate, zmeri je nekaj modernega, kaj pa če imaš nemoderno igračo, ja, pa imaš pa izgubo. Aha, ne? In to je tisto, kar želimo doseči, da razumejo svet na koncu, da vse se vrti okoli biznisa, hočeš, nočeš, ne? Hkrati je pa to tudi zabavna zadeva, lep način preživljanja, recimo deževnih ali pa zelo hladnih, za hladne dni, pa cela družina, stari starši, otroci, vsi lahko preživijo nekaj lepih trenutkov, okoli 1 uro najmanj traja, da se igraš, ne? Ker v 1 uri se že nekaj vidi. No, pa še v bistvu, če so tako, ne vem, stari 11-12 let, če pridejo k babicam pa detkom, ne, da ne gredo kar sosedom otrokom, ne, v bistvu lahko kvalitetno preživljajo čas. Starši, ta ga primanjkuje, ne? Točno, da se razumemo, ne, bodimo realni. Otroci imajo morda še vedno raje kakšne elektronske igrice in tako naprej, ampak to je ena luškan dodatek, nekaj za spremembo. Še nekaj obaviva, kakšne so statistike, pogovori staršev recimo z otroki in tako naprej. Premalo se z otroki pogovarjamo, premalo se gledamo z otroki v oči, ne, in ta igra je eden, če ne drugega, vzvod za lep pogovor. Ja. In odključeni smo od televizije, od deviceov, ne, in vsi gledamo to igro, kot recimo karte, ne, kot človek ne jezi se, to je nekaj drugega. Ne. In je tak in izobraževanje, hkrati pa koristno preživljanje prostega časa z otroki. No, tako da lahko v bistvu naročite tudi vi to igralno podjetniško igrico na 01 589 6636, tudi tekom oddaje, tudi tekom drugega dela, 25 evrov stane, tako da za vsa naročila, ki jih, mislim, ko boste poklicali na številko, pa bo poštnina povsem brezplačna. Častimo poštnino. Ja, običajno to ni tako. Ampak, res je? Ja, zato sem poudarila. Ampak, če ste prej omenili, ne, Slovence pa podjetništvo, kako pa je v bistvu mogoče pri Švicarjih, če ste zdaj prišli v šolo? Kakšen imajo tam sistem? Sistem je podoben po celem svetu. Šole še vedno funkcionirajo na isti način. Razlog, zakaj smo mi v tujini, je predvsem to, ker si v tujini bolj želimo prodreti, ker so tam večja tržišča, pa tudi sistem financiranja šol se pa razlikuje od države do države, ne, in pri nas pogosto ti ravnatelji rečejo, trenutno nimamo budžeta in tako naprej. Ne. Za kakšne malo bolj osveščene pa bogate države pa teh par tisoč evrov recimo za oprem točilnice več, ne, ker to je poceni zadeva ni nič. Ne. In oni samo rečejo, zanimivo in kupijo. Se pravi, ni kakšnega procesa. Ne. Se mi zdi fajn ideja, dajmo probati in to je to. Ne. Zdaj, ko sem malo mogla pogledati, ne, te statistike tudi, kako je. V Avstriji sem videla, da so po nekaterih šolah začeli saj z dvournim izobraževanjem, kar se tiče podjetništva. Ne? To je nedvomno trend v svetu. Ja. V Združenih državah Amerike je to trend. Se pravi, podjetništvo je taka neka beseda, na katero zdaj vsi slišijo.
ker se tiče vsakdanjega življenja. Vsakdanjega življenja. Ne? Če pogledamo že novice, ves čas je neko gospodarstvo, ves čas se govori o podjetjih. Pa zakaj otroci in starejši ne bi razumeli enkrat, kako ta podjetja v resnici funkcionirajo? Ne? In to je eden tak lep način, ker ti res kristalno jasno postane tudi tako. No? Slabo novico razumeš. Zakaj gre podjetje v bankrot? To, ker zmanjka denarja. Zakaj je stečaj? Zakaj zmanjka denarja? Zato, ker kupec ni dovolj plačal. Zakaj ni dovolj plačal? Ker ima mogoče previsoke proizvodne stroške. In ne razumemo, da je enostavno, da podjetniki želimo uspeti. Podjetniki želimo imeti uspešna podjetja. Ampak če je poslovni model napačen, če je izdelek takšnega nihče noče, če imamo predrage osnovne surovine, enostavno ne bo šlo. Ne? In to razumejo vsi tisti, ki to preizkusijo, ki igrajo. Tam sem videla, da je novinar Hočevar imel članek, kako torej Slovence narediti bolj podjetne. Večina strokovnjakov se bodo danes strinja, da so podjetniki tako vzgojeni bolj kot pa rojeni. Ne? Jaz se čisto ne strinjam. Jaz mislim, da je tako kot vedno, kot pri športih. Ne? Tam pravi, kaj je bolj pomembno, talent ali delo. Pri podjetništvu je, če hočeš biti podjetnik, moraš biti tudi malo nagnjen k temu, da želiš tvegati, pa da želiš imeti svobodo, pa sam odločati o vsem skupaj. Ne? Ampak ta igra je namenjena vsem, ki želijo razumeti to. Mi ne bomo s tem naredili več podjetnikov. Ampak ko otroci enkrat razumejo, kako vse skupaj funkcionira, se bodo lažje odločili. Zato gre. Ne? Ko razumejo otrok, kaj to podjetje je, ker še zmeraj je zelo, zelo dobra in pametna odločitev, da delaš v nekem podjetju. Ampak tudi boljši zaposleni si, če razumeš, kako lastniki razmišljajo, kako razmišlja tisti, ki je sanjal, ker podjetniki smo sanjači. Začne se z neko idejo, ne? Jaz bi pa naredil električni avion, jaz bi pa nekaj naredil, jaz bi šel pa na Mars, ne? Elon Musk, ne? Ali pa Tesla avtomobili in potem uresničiš to, udejaniš. To je podjetništvo. Podjetništvo je se pravi, da želiš. Ne? Glede na to, koliko izkušenj imate in ste si jih pridobili v vseh teh letih, kaj pa bi vam zdaj, kar veste, prav prišlo že v mladosti, pa niste vedeli prej, pa ste se morali priučiti? Da je pot pomembna. Ena od zadev, ki to je to 100% dejstvo, ker jaz veliko delam s podjetniki. Ne? Še vedno večina podjetnikov v resnici ne razume bilanc. Se pravi, gospodinjsko razumemo vsi, da moraš več zaslužiti, pa manj porabiti. To ampak bilanca stanja, bilanca uspeha, se pravi, tega razumevanja ni. Drugače pa, kaj bi spremenil? Jaz ne vem, kaj bi spremenil. Mogoče, kar ste se naučili, kar bi vam prav prišlo, že, da bi že prej vedeli, ne zdaj. Kako funkcionira podjetje? Recimo, ena zadeva, ki je zelo pomembna, je, da je potrebno paziti na stroške. Ne? To se v tej igri otroci in odrasli takoj naučijo. Ker če so stroški preveliki, prej ali slej zmanjka denarja na računu. Potem moraš pa na banko. In banka ti prvič posodi, drugič te več ne posodi. Pa še obresti, so zraven. Pa obresti, pa davki, pa stroški za trženje. Ne? Se pravi, v bistvu ponavadi startupi, mladina, ko gre prvič v podjetja, podcenjujejo vse skupaj. Sej bo šlo lahko. Običajno je vse 5-krat dražje, ko si na začetku mislil, pa 5-krat več časa ali pa 10-krat več časa vzame. Več ljudi je še vključenih. Pa ekipa in tako naprej. Se pravi, je zapletena zadeva, ampak v športih in v podjetništvu je fino, da so ti najprej osnove jasne. In osnova je, kupiti moram ceneje, kot potem prodam. Če sam proizvajam, moram izdelati nekaj, kar vsi želijo, in za izdelavo moram porabiti manj denarja, ker ga potem dobim od kupcev. Potem kaj se tukaj naučimo? Izbrati moramo take kupce, ki bodo plačali. Jih targetirati, Že, ampak to se pogosto dogaja, kaj podjetniki reče, smo vse prodali, zdaj imamo pa dolžnike. Že, ampak jaz pravim, za dolžnike si vsaj delno kot podjetnik sam kriv. Ker če misliš, da ne bo plačal, obstaja ena lepa rešitev, ki se reče avans. Običajno nimamo dovolj poguma, da zahtevamo avans. Kaj pa ne bo kupil? Že, ampak tukaj vidiš, pa je konc zadeve enkrat, če si prevečkrat predober do dobaviteljev, predober do kupcev. To je ena stvar, ki ste se jo zdaj priučili, pa bi lahko že prej vedeli. To je res, ampak spet je tako, brez izkušenj ni nič. Ker če se igramo, pa če beremo, razumemo zadeve.
dojamemo pa, ko se nam res zgodijo. Res je, ja, izkušnje potem, ne? Ja, ker nelikvidnost tukaj je ena zadeva, v realnem življenju pa malo druga, ne? Ampak vseeno, pomaga, igrica. Tu še bomo zmeraj lahko spali, ne, pri unih stroških. Čeprav je med otroci, sta kar jezna ena drugega, ne? Pa privoščite, saj sem rekel, to, fajn, tvoji delavci stavkajo. Torej, to igrico lahko v bistvu zase, za vaše otroke, mogoče za vnuke ali pa prijatelje, če veste, da boste šli kam na rojstni dan, kupite že zdaj na številko, ki je tudi ves čas izpisana na zaslonu. 25 € stane, poštnina je brezplačna, vam je v bistvu naš gost oziroma njegovo podjetje podari. 015 589 6636 pa je številka. Ali je kaj takega, kar pa mogoče nisva povedala, kaj je še pri tej igri, ker sva tako? Mogoče nekaj izven igre, ne. Ja. Kdor kupi to igro, se takoj po nakupu že boljše počuti. Ne, ampak zakaj? Zato, ker je nakup neke malenkosti za 25 € je v resnici zaobljuba, da se bomo to igrali, da bomo preživeli 2 ure skupaj z otroki, da se bomo nekaj novega naučili, ne? Ja. In je tudi škatla, je paket in vsi radi dobimo domov po pošti paket. Tako da ja, vem, ne, zadeva tako deluje, se pravi, ne govoriva mi, da o kakšni večji investiciji. Seveda. Ne, seveda kot založnik in kot prodajalec, kaj pravim jaz, vsak bi moral to imeti, vsaka družina bi morala imeti eno takšno igro, ne. Ja. In upam, da se bo enkrat zgodilo na svetovnem nivoju, na tem delamo, ampak obljubim pa gledalcem, da bo zabavno in poučno. To je velika obljuba, ne bo nikomur žal, da je investiral 25 € v takšno. Pa še v bistvu jaz skozi igro učimo mlade. Videla pa sem na tele fotografiji v bistvu zelo znano Lauro, vnuk, ne? Ja, ona je svetovna mladinska šahovska prvakinja do 16 let in z njo sodelujemo. Ona bo naša obraz za promocijo te igre v tujini, ne? Ker ta povezava, miselna igra šah, ne? Ja. Svetovna prvakinja, svetovno prvenstvo in naša igra, ki je tudi miselna, poučna, nekako pa še skupaj in smo se odločili, da podpremo tudi Lauro še naprej v njenem šahu. In tudi njej je všeč ta igra, ne, je igrala in tako tukaj je, tako je, ja, šahistom je to všeč, vse kar je, se vidite, šah se tudi še zmeraj igra, tudi na računalniku. Ja? Ampak je še zmeraj drugače, ne? Drug občutek je, ne. Pa če ste še skupaj, ne, ko na tekmovanjih, bi lahko tudi že malce modernizirali, ne, pa bili preko računalnikov, ne? Ja, se tudi igrajo ljudje preko računalnikov, ampak ta klasika, ne, otipati neko zadevo, pa interakcija med ljudmi, ki to igrajo lahko recimo samo 2, ne, 1 na 1, lahko igrajo pa 4, oziroma igrajo 2 skupini sta, ne, imamo tukaj črno firmo, pa rdečo firmo in te 2 podjetji tekmujeta med sabo. In na koncu, to je tudi pri podjetništvu enako, so lahko vsi zmagovalci, ker pomembno je, da ti delaš profit, dobiček. Seveda se pa zmeraj zgodi, da en dela malo več dobička, ne. Pa veste, kaj sem še pomislila? Imeli smo oddajo o demenci in je rekla gospa, da je dobro, da pač tudi starejši možgane urijo na drugačen način. In s tem, ko se bodo najprej prebrali navodila, potem ukvarjali z otroki, ne? Ja, vsaka miselna aktivnost, vsako ukvarjanje s čemerkoli pomaga. Jaz nisem specialist za te zadeve, ampak razumem, da tako je. Ker če treniraš možgane, potem nekaj se bo zgodilo tudi zaradi tega, ne. Je pa, se pravi, zabavna, poučna zadeva, nova je inovacija. Tega druge ni, to je prav avtorsko delo. Seveda avtorsko delo, ja, torej, ampak v svetu še bo. Še bo, že je, ne. Še nekaj mogoče, če ima kdo kakšnega, recimo jaz imam sorodnike v Ameriki, ne, bratrance, sestrične, imamo angleško verzijo, imamo nemško verzijo, ne, tako da če bo kdo naročil, pa želi tujo verzijo, lahko dobi za isto ceno, tudi tujo verzijo. Za darilo ali kaj podobnega, nikoli se ne ve, ne. Ampak veste, kaj sem jaz naredila? Kdaj, ne, ko pač vidim stvari, sem kupila, ja, nisem vedela za to igro, res da igre, namreč, ko res iščeš darilo za rojstni dan, kaj tik pred zdajci misliš, da pozabiš, pa ne najdeš, pa kje sem že to videl, ne? Pa ne samo to, kupiš potem res ene brezvezne stvari, sam da jih je čim več, ne? In zato, da pač narediš darilo, to je pa že škatla takšna, pa kakšen balon gor imaš, ne? In imate darilo za rojstni dan. Včasih kupujemo vnaprej, ker ni časa čez leto. Otroci, ne, se vemo v šoli, pa ga tisti učitelj, mislim, povabil sošolec, pa drug prijatelj in teh rojstnih dnevov je na polno, ne? Tako, ja, če želite otrokom dobro, je to pravo darilo. Če želimo seveda samo crkljati, bo to še zmeraj neka računalniška igrica ali pa helikopter na daljinsko vodenje in vsega morajo imeti otroci očitno v teh časih. Preveč, ne? Ampak to je taka zadeva, za katero nikomor ne bo nikoli žal, ne? Tudi otroci, ko enkrat grejo skozi to, rečejo, aha. In to je bil namen z bratom, da tisti, ki igrajo to, ne, starši, otroci, stari starši rečejo,
aha, tako zdaj to dela. A ja, zato je v podjetjih takšna zadeva. Dajmo se še igrati, ne? A lahko še eno leto, pa še eno leto preigramo. Meni prve 3 leta ni šlo dobro, zato ker sem prevečkrat vrgel slabo številko. Mi bo šlo pa potem bolje, ne? Dobro, da ni obupal. V bistvu, to je pa pozitivno, ker marsikjer otrok bi rekel, ne, zdaj se pa ne grem. Tako kot pri Monopoliju, ne? In to pravim, nikoli ni konec, kot v Ja. firmi. Tudi če bankrotiraš, pa gremo znova, ne? Ampak vleče se. To je podjetništvo takšno, kot je v resnici podjetništvo. In vidi padec lahko že tukaj in da se pobere. Tako. Enkrat To je gre, so slaba leta, Ja. so boljša leta. Vse, se pravi, to je v bistvu prikaz realnosti v neki škatli. Ne? In to je okolje, ki ne boli. Če tukaj bankrotiramo, če gremo v stečaj, če tukaj naredimo napako, pač to ne boli, se smejimo, ali smo pa malo tako jezni na nasprotnike, neopravičeno, ne? Ampak se nekaj naučimo. Ja. V realnosti je podobno, samo napake so dražje. Prej ste govorili za leta, ne? Prebrala sem zapis ene uporabnice. Midve sva zgradili tovarno čokolade, da si je moja hčerka lažje predstavljala, kdo so dobavitelji, kdo so kupci, kaj so izdelki, in bila res pozitivno presenečenja, ker si je želela izpeljati vseh 10 let. Celo podaljšali sva delovanje firme za 2 leti. Ja, takšnih mnenj imamo seveda. V Sloveniji smo, mislim, da okoli 1500 teh iger že prodali, ne? Se pravi, imamo res veliko število mnenj zadovoljnih uporabnikov. Praktično ni bilo nobenih slabih odzivov. Jaz sem prepričan, da verjetno je še kje kakšna zapakirana igra, da je še niso odprli. Tudi to se dogaja, ne? Ampak kdor jo je odprl, je zadovoljen. Torej, 015 889 6636 je številka, tudi sami lahko naročite to igro, o kateri sva govorila. Torej, podjetniška igra in lahko prosti čas preživljate še nadvse koristno skozi igro, otroke dejansko izobražujete. Tako da lahko že zdaj pokličete, 25 € je cena, brezplačna poštnina, glede na to, kako velika škatla je, se splača. In dostava bo v enem dnevu. Tako hitro? Ja, seveda, tako je po naročilu, ne? Ker mi javljajo, da je počasi konec oddaje. Mi lahko samo čisto tako poveste. Kaj ugotavljate pri mladih, ki pridejo na prvo zaposlitev? Se znajdejo, odvisno od posameznika, kako jim gre na splošno? Dobro, jaz še nisem toliko star, da bi imel zgodovino zadnjih 100 let, ne, kaj se je dogajalo. Sem pa že velikokrat zaposloval in kratek samo vtis. To je vtis, ne. Jaz nimam statističen, tako bom rekel. Seveda, vaše mnenje. Fino je, če te mladi ne prihajajo iz Ljubljane, iz prestolnice. Moj vtis je bil, da so bili ponavadi boljši, bolj pridni, bolj vestni. Vas sprašujem, vi ste podjetnik. Osebno mnenje in pa saj veste, se govori o Y generaciji in tako naprej. Dejansko, ja, mi že malo starejši pričakujemo malo več vikanja, malo več spoštljivosti in malo več točnosti in tega, da držiš obljubo, ne? Če sva se dogovorila ob 12:05, prideš ob 12:05 in tako naprej. Ampak jaz mislim, da mi smo bili mladi, pa smo zdaj super, ne? Mladi bodo spet v redu, starejši imamo pa zmeri kakšno drugo mnenje. Ampak podjetništvo pa je tista zadeva, ki je aktualna, če dalje boljš, ne? Ker vseeno, jaz sem letnik 64, mi smo še v Jugoslaviji živeli, pa je bil socializem, pa 89, da je bilo prvič možno sploh narediti podjetje, ne? Ja. Zdaj pa živimo v času, ko vsi razmišljajo o podjetništvu, Sploh o startupih, tako je, ne? In to je v pravem trenutku prava stvar za mlade. No in tako, in otroci ne bodo več sedeli mogoče pred televizijami, kadar bo, kot je omenil moj gost, mogoče dež, mraz, ne, sploh takle kot je, ko bodo prišli k babicom, detkom, ne, bodo praktično in dobro preživljali čas. Pa še starši bodo zadovoljni. Vsaj nekajkrat na leto, ne? O tem bi lahko tudi imela debato, ampak najina oddaja je tako končana. Še imate možnost, da seveda vzamete to igro preko naše oddaje, v tem trenutku tudi tekom drugega dela. Zakaj? Zato, ker imate še brezplačno poštnino. Tako da ja, se vam izplača 015 889 6636, je torej številka, predstavila pa sva z gospodom Alešem Lisecem, zakaj je dobro v bistvu otroke že skozi igro upeljati v svet podjetništva, ker dejansko smo tako rekoč vsi podjetniki tudi doma z denarnico in pri plačevanju računov. Zdaj pa takole predajam besedo seveda Špeli, ki pa vam lahko pomaga, kar se tiče vaše energije, glede na to, da je pranoterapevtka. Tudi to potrebujemo vsakodnevno, tudi za igranje igrice. Tako da v vaši družbi bomo ponovno jutri, spoznali bomo energijsko medicino, tako da vsak dan imamo za res odlične teme, predvsem pa poučne. Vabljeni v našo družbo, pa lep pozdrav!